V starem Rimu niso na trgu prodajali le hrane, blaga, nakita in živali. Namesto tega so na oder postavljali tudi ljudi, ki so zaradi vojne izgubili svojo svobodo, ugrabljene ali osirotele. In ti ljudje so postali sužnji. Pred kupci so pregledovali njihovo starost, telo, zdravje, sposobnosti in poreklo. Nato so jim določili ceno. V tem sistemu je bila vrednost človeka lahko enaka le nekajletni plači navadnega delavca. Toda strokovnjak, kot je zdravnik ali učitelj, računovodja ali upravitelj, so jih lahko prodali za ceno višjo od hiše ali velikega zemljišča. Toda kako je Rim uspel narediti iz človeškega življenja posel in zakaj je bila tako velika razlika med ceno navadnega delavca in izobraženega sužnja? Da bi to razumeli, moramo najprej pogledati, kako globoko je bilo suženjstvo zakoreninjeno v rimski družbi. V Rimu so sužnji obstajali že dolgo, preden je postal obsežno cesarstvo. Toda z razširitvijo rimskega ozemlja se je povečevalo tudi število ljudi, ki so jih kot ujetnike pripeljali v rimska mesta. Po vsaki uspešni vojni na tisoče vojakov in civilistov iz osvojenih območij je lahko izgubilo svojo svobodo. Nekatere so prodali blizu kraja, kjer so jih ujeli, druge pa so poslali v večja središča. Trgovina je potekala v Italiji in drugih delih Sredozemlja. Od tam jih kupujejo bogate družine, trgovci, lastniki kmetij, upravitelji rudnikov in celo sama rimska vlada. Prodaja sužnjev se je še povečala v zadnjih stoletjih Rimske republike in v zgodnjem obdobju Rimskega imperija. To je obdobje od približno 1. stoletja 1. Nestaštitanta do 2. stoletja Nestoštitanta. Rim je takrat že obsežno nadzoroval ozemlja, trgovina pa je bila zelo dejavna. In veliko dokumentov iz tistega obdobja se je ohranilo vse do danes. Zaradi tega lahko ljudje v našem času vidijo zakone, pogodbe, pisma, davčne evidence in napise iz tistega obdobja. Zato smo zdaj izvedeli, kako so potekale prodaje. Ti dokumenti tudi kažejo, da trgovina s sužnji ni bila zgolj skrivna ali kaotična dejavnost. Bila je priznani del rimske ekonomije in njihovi zakoni so jasno ščitili pravice kupca, ne pa svobode osebe, ki je bila prodana. Ko je nekdo prodajal sužnja, je moral prodajalec razkriti nekatere pomembne podrobnosti o njem. Sem so spadale resne bolezni, telesne okvare, nagnjenost k pobegu ali kakršnekoli težave, ki bi lahko vplivale na njegovo delo. Pri nekaterih prodajah je bila celo obešena tabla ali zapisane informacije o osebi pred kupci. Če je prodajalec prikril resen problem, lahko kupec zahteva vračilo denarja ali preklic nakupa. Po rimskem pravu je bila ta prodaja zelo podobna nakupu živali, zemlje ali opreme. Toda za pogodbo in plačilom je stal resničen človek, ki je lahko zavedno ločen od svoje družine, imena, kulture in prejšnjega življenja. Ni ene same določene cene za vse sužnje. Vrednost se je močno spreminjala glede na čas, kraj, količino ponudbe in povpraševanje kupcev. Ko je veliko ujetnikov hkrati prispelo po vojni, se je cena lahko znižala, ker je bilo več ljudi na prodaj. Ko je bilo malo novih ujetnikov in veliko povpraševanje po delovni sili, se je vrednost lahko zvišala. Pomembna sta bila tudi starost in zdravje. Cena mlade osebe v dobrem stanju je običajno višja, saj se pričakuje, da bo lahko dlje časa delala. Starejša oseba, nekdo s hudo boleznijo ali s poškodbo, ki vpliva na delo, pa ima običajno nižjo vrednost. Vendar pa ni pomembna samo telesna moč. Največjo vrednost zvišuje to, da lahko lastniku prinaša dobiček. Oseba brez posebnega usposabljanja se lahko uporablja na polju, v gradbeništvu, za prenašanje težkih predmetov, čiščenje ali druga dela, ki zahtevajo fizično moč. Običajno je cena takšnega delavca nižja, ker je veliko ljudi, ki lahko opravljajo isto delo. Drugačna je vrednost osebe, ki zna brati, pisati in računati. V družbi z veliko podjetji, lastnino, pogodbami in evidencami. Pomemben je človek, ki zna voditi evidence, ravnati z denarjem, pisati pisma ali skrbeti za veliko gospodinjstvo. Še dražji so tisti s posebnimi poklici. Sem spadajo učitelji, zdravniki, kuharji, zlatarji, izkušeni obrtniki, računovodje, sekretarji in upravitelji podjetij ali zemljišč. Nekateri med njimi so bili kupljeni ne le kot delavci, ampak tudi kot naložba.
Lastnik je lahko z njimi služil več let. Na vrednost je vplivalo tudi znanje jezikov. Oseba, ki je znala govoriti in pisati grško in latinsko, je lahko poučevala otroke premožnih Rimljanov, brala pomembne dokumente ali pomagala pri trgovanju. Ker se je grščina pogosto uporabljala v izobraževanju in kulturi, so številni premožni Rimljani zelo cenili sužnje z grško izobrazbo. Vendar pa ni dovolj reči, da izvor osebe samodejno določa njeno ceno. Še vedno je vse odvisno od starosti, zdravja, usposobljenosti, izkušenj in dela, ki ga je posameznik sposoben opravljati. Študije o rimskih cenah kažejo, da obstajajo velike razlike v vrednosti glede na delo, starost in spol. Zato ni ena preprosta cena ne more veljati za vse. Z drugimi besedami, rimski trg sužnjev ni meril vrednosti človeka kot človeka. Meril je, koliko dela, dohodka in koristi lahko novi lastnik dobi. Zaradi tega je bila razlika v ceni med navadnim delavcem in nekom s posebnim znanjem zelo velika. Usposobljen čevljar, tesar, kovač ali zlatar je lahko lastniku prinašal dobiček s proizvodnjo in prodajo izdelkov. Še dražji pa so bili zdravnik, učitelj, računovodja, tajnik in upravitelj posesti, ker je znanje glavna naložba teh ljudi. Obstajajo tudi starodavne zgodbe o sužnjih, ki so bili prodani za zelo visoke zneske. Sem so spadali odlični kuharji, zabavljač in drugi ljudje, ki so jih bogataši občudovali. Za bogatega Rimljana je bilo imeti slavnega učitelja, odličnega zdravnika, odličnega kuharja ali znanega izvajalca v hiši način za prikaz visokega statusa. Lastnik ni kupil samo dela, ampak tudi prestiž, ki je povezan z imenom in talentom te osebe. Poleg sposobnosti je bila pomembna tudi starost. Običajno so kupcem bolj zaželeni ljudje, ki so dovolj močni za delo, a imajo še veliko let, preden se postarajo. Zato so mladi in zdravi odrasli, ki se lahko naučijo novega dela, pogosto zelo cenjeni. Drugače pa gledajo na majhne otroke. Treba jih je še hraniti, skrbeti zanje in jih usposobiti, preden lahko prinesejo večjo korist. V starih časih je bila tudi velika nevarnost bolezni in zgodnje smrti. Zaradi tega običajno dojenčki in zelo majhni otroci niso imeli visoke vrednosti. Ko otrok raste, se tudi pogled kupca spreminja. Otrok, ki lahko pomaga doma in se nauči poklica, je lahko viden kot dolgoročna naložba. Otroka je mogoče usposobiti za osebnega pomočnika, služabnika, obrtnika ali upravitelja, ko odraste. Nekateri sužnji so se rodili in odrasli v domu svojega gospodarja. Imenujejo jih bernaj. Bolje poznajo jezik, navade, delo in ljudi, ki živijo v hiši. Zaradi tega jih pogosto štejejo za lažje usposobljive in bolj seznanjene s svojimi nalogami kot nove ujetnike. Toda, ko suženj postaja starejši, se običajno vrednost, ki jo trg pripisuje njegovemu telesu, zmanjšuje. Težko delo, pomanjkanje hrane, bolezni in poškodbe lahko hitro oslabijo človeka. Ko nekdo ne more več opravljati enake količine dela, se zmanjša tudi zanimanje kupcev. Vendar pa vsi starejši sužnji ne izgubijo samodejno svoje vrednosti. Izkušen zdravnik, učitelj, računovodja ali upravitelj posestva je še vedno lahko pomemben. V njegovi glavi so znanja o poslu, premoženju, dolgovih, pridelku, delavcih in vsakodnevnih opravilih velikega gospodinjstva. Za starejše brez posebnih znanj je položaj še težji. Lahko jih prodajo za nizko ceno, izpustijo brez dovolj sredstev za preživetje ali pa jih preprosto pustijo nekje. V takšnem sistemu svoboda po poznejšem delu življenja ne pomeni vedno varne prihodnosti. Poleg starosti se natančno pregleduje tudi telo. Ko kupec išče delavca za polje, rudnik, pristanišče ali gradbišče, sta pomembni moč in zdržljivost. Preverjajo, ali so roke in noge močne, ali je dihanje v redu in ali telo zmore dolgotrajno delo. Na trgu lahko osebo, ki jo prodajajo, naročijo naj hodi, teče, skače ali izvaja preproste gibe. Preverjajo tudi zobe, kožo, mišice, brazgotine in kakršnekoli znake bolezni. Šepavost, hude poškodbe ali bolezen, ki bi lahko ovirala delo, znižajo ceno. Po rimskem pravu prav tako je bilo treba razkriti, ali je suženj že prej pobegnil ali pogosto tava naokoli. Če so te pomembne informacije prikrite, lahko kupec zahteva vračilo denarja ali znižanje cene.
Ta zaščita je namenjena denarju, ki ga je kupec porabil. Ne gre za zaščito osebe, ki je prodana. Za sužnje, namenjene delu v gospodinjstvu, iščejo druge lastnosti. Poleg spretnosti jih lahko izberejo tudi glede na videz, vedenje, glas in način, kako ravnajo z gosti. Zato nekatere tudi uredijo. Očistijo in lepo oblečejo, preden jih predstavijo kupcem. Nekateri bogati Rimljani iščejo tudi ljudi z nenavadnim videzom, da bi jih vključili v svoje razkošne domove. Pomembno je vedeti, da je takšna izbira odvisna od osebnega okusa in diskriminacije kupca. Lastnosti, ki niso povezane z delovno sposobnostjo, lahko še vedno zvišajo ali znižajo ceno, saj so nekateri sužnji obravnavani kot okras ali statusni simbol. Pri presoji je pomemben tudi spol. Veliko moških ujetnikov iz vojne je bilo poslanih na težka dela, zato je bila cena moškega pogosto odvisna od njegove moči, zdravja, spretnosti in količine dela, ki ga bo lahko opravil v prihodnosti. Veliko ženskih suženj je prav tako delalo v hiši, na polju, v delavnicah, trgovinah in pri proizvodnji tekstila. Nekatere so bile kuharice, čistilke, varuške, šivilje, frizerke ali osebne pomočnice gospodarjev. Nekatere ženske so bile izurjene kot dojilje, ženska, ki doji in skrbi za dojenčka druge družine. Dojilje so izbirali glede na zdravje, izkušnje in sposobnost za nego. Bile so tudi ženske z znanjem o porodu, ki so služile kot babice. Ker ta dela zahtevajo posebno znanje, so lahko imele večjo vrednost. Obstaja še en krut razlog, zakaj so nekateri lastniki cenili ženske v rodni dobi. Po rimskem pravu otrok sužnje je običajno prevzel status matere. To pomeni, da je bil tudi otrok, ki ga je rodila, suženj. Za velika posestva je rojevanje otrok suženj postalo način za povečanje števila njihovih delavcev, ne da bi jih morali kupovati na trgu. Tudi mladost in fizični videz ženske ali moškega sta se lahko uporabila za zvišanje cene. To je odprlo pot do hude spolne izkoriščenosti. Suženj ni imel pravne sposobnosti, da bi zavrnil želje svojega lastnika in je lahko bil kupljen, prodan ali zlorabljen kot lastnina. Po rimskem pravu sužnji prav tako niso imeli popolne pravice do sklenitve zakonske zveze, lastne pogodbe ali svobodnega nadzora nad svojim življenjem. Tako starost, spol, telo in videz so bili le nekateri izmed dejavnikov, ki so določali ceno. Toda najpomembnejše vprašanje za kupca je bilo vedno enako. Koliko koristi lahko pridobi od te osebe? In tu je še nekaj hujšega. Po pregledu osebe, ki je bila na prodaj, se je začelo barantanje. Toda ne glede na to, kako močan ali spreten je bil, je bila cena še vedno odvisna od stanja celotnega trga. Vojna je močno vplivala na število sužnjev v rimskem imperiju. Ko je bilo osvojeno novo območje, veliko ujetnikov so lahko vojaki in trgovci prodali. Ko je hkrati prispelo zelo veliko ujetnikov, se je ponudba povečala in cena je lahko padla. Jasen primer tega se je zgodil v 1. stoletju prsti Gonejteštentutu. V eni od vojaških pohodov rimskega generala Lokulusa v Mali Aziji je bilo zajetih toliko ujetnikov in pridobljenega premoženja, da je po besedah starodavnega pisatelja Plutarha postala cena nekaterih sužnjev izjemno nizka. To kaže, kako lahko uspešna vojna popolnoma pretrese lokalni trg. K rasti trgovine sužnji so pripomogle tudi osvojitve na Pompija in Julija Cezarja. Te vojaške kampanje so prinesle veliko število ujetnikov iz vzhodnega Sredozemlja in Galije, obsežne regije, ki danes vključuje Francijo in nekaj sosednjih območij. Ni popolnih zapisov o tem, koliko ujetnikov je bilo natančno prodanih kot sužnji. Vendar pa je iz starih zapisov jasno, da je bila vojna eden največjih virov novega dotoka sužnjev v času širjenja Rima. Do obdobja rimskega imperija velike osvajanja so se postopoma upočasnila. Vojne sicer niso popolnoma izginile, vendar ni bilo več vedno toliko novih ujetnikov, ki bi jih pošiljali na trg. Zaradi tega se je sistem začel bolj zanašati na druge vire. Sem so spadali otroci, rojeni suženkam, ljudje, pripeljani od zunaj meja imperija, žrtve ugrabitev in piratstva ter ljudje, ki so bili prodani v različnih okoliščinah zaradi hude revščine. Cene so se razlikovale tudi glede na kraj. V mestu Rim je bilo veliko bogatih družin, uradnikov in trgovcev, ki so iskali delavce za svoje domove in posle. Zaradi velikega povpraševanja je bila prodajna cena v prestolnici lahko višja kot v manjšem mestu ali oddaljeni provinci. Vsaka regija je imela tudi različne dobavne poti.
Egipt, Sirija, Mala Azija, Severna Afrika in mesta okoli Sredozemlja so imela lastna pristanišča in trgovske povezave, zato cen zabeleženih na enem mestu ni bilo mogoče uporabiti kot standard za celotno rimsko cesarstvo. Tudi povpraševanje po delu se lahko spreminja v različnih obdobjih leta. V regijah, ki so se zanašale na velika posestva, se je povpraševanje po delavcih povečalo v času sajenja in žetve. Trgovci so to lahko izkoristili tako, da so kupovali tam, kjer je bilo povpraševanje nizko, in prodajali tam, kjer so ljudje bolj potrebovali delovno silo. Zato cena sužnja ni bila odvisna samo od njegovega telesa in sposobnosti. Odvisna je bila tudi od vojne, lokacije, letnega časa, prevoza, števila kupcev in števila ljudi, ki so jih hkrati prodajali. Naprimer, predstavljajte si močnega mladeniča z izkušnjami na kmetiji, vendar s poškodbo roke. Še vedno je uporaben, vendar lahko kupec izkoristi poškodbo za znižanje cene. Poleg njega je morda starejši grški učitelj, ki zna govoriti in pisati grško in latinsko. Ne more več opravljati težkega dela, vendar je njegovo znanje še vedno zelo dragoceno. Družina, ki potrebuje učitelja za svoje otroke, je zanj lahko pripravljena plačati več kot za mlajšega delavca. Mlajšega, ki še nima posebnih znanj, je težje oceniti. Trenutno še ne zmore veliko, vendar ga je mogoče usposabljati več let. Za kupca je otrok naložba, ki prinaša tveganje. Obstajajo tudi ljudje, ki so močni in izurjeni v bojevanju, vendar imajo rane in brazgotine. Lahko jih kupijo za varnost, težka dela ali za gladiatorsko urjenje. Toda prejšnje poškodbe so lahko tudi razlog, da se ponudba zniža. Običajno je tudi vrednost osebe z zgodovino pobega nižja. Pobeglega sužnja lahko v ponovni prodaji označijo, zavežejo ali strogo nadzorujejo. Za kupca je poskus pobega tveganje, saj lahko izgubi osebo, za katero je plačal. Pri vseh teh primerih ni preproste formule. Dva kupca si lahko ogledata isto osebo in ponudita različno ceno, ker potrebujeta različno delo. Toda kako lahko vrednost rimskega sužnja primerjamo z današnjim denarjem? Glavna valuta, ki se pogosto pojavlja v zapisih, je denarij, srebrnik, ki je postal pomemben del rimske ekonomije. Teža in količina srebra v denarju sta se skozi čas spreminjali. V zgodnjem obdobju imperija en denarij je vseboval približno 3 do skoraj 4 grame srebra, odvisno od obdobja, v katerem je bil kovan. Današnjo ceno take količine srebra lahko izračunamo, vendar je s to metodo mogoče izmeriti le material kovanca. To ne pokaže, koliko hrane, oblačil, stanovanja ali dela je denarij lahko kupil v starem Rimu. Lahko pa primerjamo tudi cene hrane, vendar se vrednost pšenice, mesa, olja in vina spreminja glede na kraj, čas žetve in zalogo. Izdelek, ki je bil poceni v starem Rimu, je danes morda drag, medtem ko je nekaj, kar je bilo takrat redko, danes lahko dostopno. Drug način je primerjava plač. V času cesarja Avgusta običajni legionar ali rimski vojak je prejemal približno 225 denarjev na leto, preden so odšteli nekatere stroške. Kasneje so vojakom zvišali plače. Če primerjamo plačo legionarja s plačo sodobnega vojaka, se izkaže, da je vrednost enega denarja zelo visoka. Vendar ta način prav tako ni natančen. Delo, ugodnosti, življenjski stroški, tehnologija in celoten gospodarski sistem obeh obdobij so različni. Lahko pa primerjamo tudi ceno pšenice ali dnevno plačo delavca. Spet bo rezultat drugačen. Tako se lahko en denarij zdi majhen, če kot osnovo vzamemo le srebro, vendar je zelo velik, če upoštevamo plačo in kupno moč. Zaradi tega je zavajajoče, če podamo eno samo sodobno vrednost. Bolj smiselno je primerjati ceno sužnja s prihodki ljudi v tistem času. Če je navaden delavec zaslužil le majhen znesek na dan, je bil suženj, ki je stal nekaj 100 denarjev, že velika naložba. Usposobljen strokovnjak, ki je stal nekaj tisoč denarjev, je lahko pomenil več let plač ali vrednost dragocenega premoženja. Ta primerjava kaže, kako velik posel je bilo suženjstvo v Rimu. Znesek, zapisan v pogodbi, ni bil le cena dela. To je bila tudi cena nadzora nad časom, telesom, sposobnostjo in prihodnostjo osebe, ki nima več moči, da bi izbirala zase. Ker sta si starodavni Rim in sodobni svet zelo različna, ni natančnega načina, da bi en denarij pretvorili v evro ali dolar. Ni dovolj, da pogledamo samo vsebnost srebra.
Prav tako ni dovolj, da primerjamo ceno hrane ali plačo vojaka. Naprimer, kmetijstvo je bilo takrat povsem drugačno. Še ni bilo traktorjev, sodobnih gnojil, strojev in rastlin, ki lahko dajo zelo visok pridelek. Kmetje so se zanašali na človeško moč, živali, preprosto orodje in pravi trenutek, ko pride dež. Zaradi tega so bile vrednosti časa, dela in hrane takrat in danes različne. Vrednost sužnja bomo bolje razumeli, če jo primerjamo s tem, koliko so ljudje zaslužili in kaj so si lahko kupili v času Rimskega imperija. Pod cesarjem Avgustom je navaden rimski legionar prejemal približno 225 denarjev na leto. V to še niso bili všteti nekateri stroški za hrano, oblačila in opremo. Ko je cesar Domicijan zavladal proti koncu 1. stoletja našega štetja, letna plača je bila zvišana na približno 300 denarjev. To pomeni, je človek, ki je bil prodan za nekaj 100 denarjev, lahko predstavljal več kot enoletno celotno plačo enega vojaka. Če je cena dosegla nekaj tisoč denarjev, je bil za nakup potrebnega že veliko bogastva. Obstajajo dokumenti o prodaji, ki prikazujejo, kako velik je lahko razpon cen. Na eni rimski pisalni tablici iz 2. stoletja našega štetja je bil mladi suženj prodan za 600 denarjev. V drugem zapisu je bila sužnja prodana za 205 denarjev. Ti primeri kažejo, da niso vse prodaje dosegle 1000 denarjev. Cena se je spreminjala glede na starost, zdravje, spretnosti, kraj, čas in sam dogovor med kupcem in prodajalcem. Nekaj 100 denarjev je lahko že zelo velika vsota za navadnega človeka. Za bogate Rimljane je bil nakup izkušenega sužnja primerljiv s pridobitvijo pomembnega posla ali lastnine, od katere so pričakovali dobiček več let. Obrtnik je lahko izdeloval izdelke, ki jih je njegov gospodar prodajal. Učitelj je lahko poučeval otroke v družini. Zdravnik je lahko zdravil člane gospodinjstva in druge ljudi, ki so plačali za njegove storitve. Upravitelj posestva je lahko nadzoroval zemljo, pridelek, stroške, delavce in trgovino. Zato visoka cena sužnja ni nujno pomenila, da je Rim bolj cenil njegovo človeškost. Visoka cena je bila zato, ker je kupec pričakoval večji zaslužek ali korist od njegovih sposobnosti. Obstajala je tudi velika razlika v položaju sužnjev potem, ko so bili prodani. Nekateri so delali v gospodinjstvu in so lahko imeli boljšo hrano in bivališče. Drugi so postali učitelji, pisarji, kuharji ali upravitelji. Nekaterim so celo zaupali upravljanje denarja in poslov. Vendar pa je večina delala na poljih, v delavnicah, gradbeništvu, pristaniščih, rudnikih in drugih težkih ter nevarnih krajih. Delovni čas je bil dolg, počitek je bil omejen, gospodarji pa so lahko uporabljali telesne kazni, da so jih prisilili k poslušnosti. Tudi tisti s posebnimi nalogami so po zakonu ostajali lastnina in gospodar jim je lahko odvzel zaslužek. Lahko so jih premestili na drugo delo, prodali drugam ali ločili od ljudi, so jih imeli za družino. Nekaterim sužnjem je bilo dovoljeno ustvariti tako imenovani pekuli. To je bil sklad, ki so ga lahko uporabljali na omejen način, čeprav je denar pravno še vedno pripadal njihovemu gospodarju. V nekaterih primerih je suženj lahko uporabil pekuli, da si je kupil svojo svobodo. Nekateri gospodarji so sužnje tudi prostovoljno osvobodili. Temu se je reklo manumisija. Osvoboditev je bila lahko nagrada za dolgoletno služenje, del dogovora ali pa je bila določena v oporoki gospodarja. Ko je bil suženj osvobojen, je postal svoboden človek oziroma libertinus. Nekdanja sužnja pa je postala svobodna ženska oziroma libertina. Lahko so imeli več pravic kot prej, ko so bili sužnji, vendar pa so pogosto še vedno imeli določene obveznosti do nekdanjega gospodarja, ki je postal njihov pokrovitelj. Možnost svobode ni spremenila osnovne narave sistema. Odločitev, kdaj in kako bo nekdo osvobojen, je bila še vedno v rokah lastnika. Veliko jih je umrlo, ne da bi kdaj postali svobodni. Ostaja tudi nevarnost razdružitve družine. Ker rimsko pravo ni obravnavalo zveze med dvema sužnjema kot enakovredno zakonski zvezi svobodnih državljanov, so lahko zakonca in njune otroke prodali ločeno. Če jih kupijo različni gospodarji, jih lahko odpeljejo v oddaljena mesta ali province. V imperiju, ki sega od Britanije do Severne Afrike in od Španije do Bližnjega vzhoda, ena prodaja lahko pomeni trajno izgubo stika z družino. To je nekaj, česar preprost cenik ne more prikazati. V pogodbi je morda zapisano le ime, starost, stanje in vrednost prodane osebe.
Toda za številkami se lahko skriva ujetnik, ki se nikoli ni vrnil v svojo domovino. Lahko je otrok, ki je odraščal, ne da bi še kdaj videl svoje starše. Lahko je strokovnjak, ki je še naprej uporabljal svoj talent, vendar so vsi sadovi njegovega dela pripadli nekomu drugemu. Suženjstvo je v zgodovini Rima trajalo dolgo, ker je postalo del številnih delov družbe. Nanj so se zanašala gospodinjstva, kmetije, podjetja, delavnice, rudniki in celo nekatera opravila vlade. Dokler je bilo mogoče zaslužiti denar in je bilo treba opraviti delo, je trgovina še naprej delovala. Ponudba se je spremenila, cena, zakoni in načini trgovanja so se sčasoma spreminjali. Toda jedro tega sistema je ostalo enako. Človeka so lahko odvzeli iz njegovega življenja in ga naredili za lastnino drugega. Zato pravi pomen cene sužnja v Rimu ni bil le v tem, koliko denarjev je bil plačan. Cena prikazuje, kako je mogočna družba uporabila zakon in gospodarstvo, da je telo, znanje, delo in prihodnost človeka spremenila v blago. V očeh trga obstaja poceni delavec, drag zdravnik in redek zabavljač. Toda za vsako vrednostjo je bila izgubljena ena in ista stvar. Pravica človeka, da izbere, kje bo živel, s kom bo in kako bo živel svoje življenje.